Živijo in lepo pozdravljeni v zdravem zajtrku. Danes bomo z receptom odpotovali vse do daljne Finske. Pripravljali bomo namreč ene izmed bolj priljubljenih palačink, ki jih tam poznajo. Reče se jim panu kaku. Panu kaku je zelo preprosta zadeva, spečemo jo kar v pečici in je fino za takrat, ko ne želimo stati za štedilnikom in obračati vseh tistih palačink najmanj pol urce, a ne? Po teksturi je panu kaku v sredici podobna malce bolj gostemu pudingu, zunaj je pa fino hrustljava. In jaz sem tle že kar začel mešati jajca in mleko in najbolje, da se kar lotimo recepta. Za panu kaku bomo najprej potrebovali eno ponev ali pa pekač. Jaz imam pripravljeno ponev premera 30 cm. Takole. To ponev sem že segrel v pečici, nekje 10 minut je bila noter na 220 stopinj Celzija. Na toliko se bo panu kaku tudi pekla. Sedaj najprej, kar naredimo, je, da dodamo 50 gramov masla v to ponev. In vse skupaj prestavimo nazaj v pečico za par minutk. Takole. Maslo se bo zdaj stopilo, ne želimo, da nam preveč porjavi, mora pa malce cvrčati, kakšne težke besede. Da nadaljujemo z receptom. Tukajle v skledi imam pripravljenih 6 jajc in 350 ml mleka. Dodali bomo še 50 gramov sladkorja, dodali še nekje kakšno žličko vaniljevega ekstrakta, takole, in pa še limonino lupinico. Nekje pol limone sem naribal za tale recept. Vse to premešamo, da se fino stopi. Ni veliko dela s tem receptom, lahko ga pripravite tudi kar v blenderju ali pa s paličnim mešalnikom. Je zadeva še hitrejša in bolj preprosta. In ko imamo vse to premešano, primešamo samo še 180 gramov moke, kateri sem jaz že primešal eno žličko pecilnega praška. Damo notri in pa seveda, da ne pozabim, še nekje pol žličke ali pa 2 ščepa soli. Fino zadeva bo tole. In jaz sem tale panu kaku je, mogoče se vam bo zdel, če poznate nemško palačinko Dutch Baby, zelo podobna zadeva. Ampak v vsaki državi imajo neke svoje majhne posebnosti in tudi panu kaku je malce drugačna. Takole. Zdaj, tale masa v večini receptov piše, da odstoji nekje pol ure. Lahko jo tudi pustite stati čez noč, imate vse pripravljeno v hladilniku. Mi jo bomo pa kar takoj vlili. Takole, jaz mislim, da je zdaj čas, tole bomo še malce zmešali, da je čas, da vzamemo ven maslo iz pečice. Tako je. Poglejte, tole že fino cvrči. Malce morate biti previdni, ker je ponev zelo vroča. Če nimate okrogle ponve, uporabite pekač premera nekje 20 x 30 cm. Takole, tole fino zmešamo, se pravim z blenderjem ali paličnim mešalnikom, bo šlo še lažje. In ena posebnost tega panu kakuja je, tole maslo bo pomagalo pri tem, da se palačinka v pečici dvigne gor. In boste videli, vam bom pokazal tudi posnetek iz pečice, kako ta zadeva izpade res neverjetno. In naša masa je pripravljena takole. Vse, kar naredimo, je še, da tole lepo ulijemo v tale pekač. Evo ga. In prestavimo nazaj v pečico. Pekli bomo na 220 stopinjah Celzija 15 minut. Takole, pa mogoče, zdaj treba biti malce bolj previden. In takole. Poglejte to veličastno palačinko. Panu kaku res navduši vse. Ker poglejte si zdajle, kako je vzhajala v pečici. Res noro. Ampak nič bad. Ko pride panu kaku ven iz pečice, bo preprosto se nazaj posedla dol, se malce ohladi in sedaj je ravno pravšna, da jo postrežemo. Tole imamo nekje za ene 8 porcij. 8 porcij lahko dobite ven iz tega recepta. Če na hitro ponovimo, kaj vse je šlo v recept. Se pravi, 6 jajc, 350 ml mleka, 180 moke, žličko pecilnega praška, 50 sladkorja in pa vanilja ter limonina lupinica. Takole izgleda naša panu kaku. Sedaj lahko jo postrežemo tudi kar takšno, kot je. Lahko jo posipamo s sladkorjem v prahu. Fino se zraven obnese tudi kakšno sveže sadje. Jaz bom pa dal gor kar linolado, ker imam pač tako jutro, da rabim malce čokolade. Poglejte to.
še enkrat, panu kaku. Lahko jo postrežete tudi hladno. Jaz sem jo poskusil tudi naslednji dan in je fino, če jo malce popečete ali v ponvi ali pa v toasterju in dobi še fino hrustljavo skorjico. Tako da, panu kaku, probite jo, ne bo vam žal. Lep pozdrav in nasvidenje.